Živi YouTube, torej danes bomo govorili o osnovni šahovski strategiji. In preden začnemo, bi rad samo še povedal, da je to zelo pomemben del šaha, ker dejansko, če ga ne znaš, boš težko napredoval v šahu. In dejansko obstaja tudi pregovor, da če znaš vsaj malo šahovske strategije, boš zmeraj lahko premagal svojega očeta v šahu ali mater ali sestro ali kateregakoli sorodnika imaš. Seveda v primeru, če on tudi ne zna igrati šaha. Sedaj dajmo kar lepo začeti s tem video in dajmo govoriti sprva o materialu oziroma vrednosti figur. Sedaj v šahu velja pravilo, da je kmet vreden normalno po eno točko, s tem, da je zmeraj bolj vreden, kadar je bližje 8. liniji. Potem sta lovec in skakač, ki sta oba vredna po 3 točke, s tem, da je normalno lovec bolj priljubljen med velemojstri in šahisti na splošno. Potem je trnjava, ki je vredna po 5 točk, naslednja dama, ki je vredna 9 točk, in potem je kralj, ki je dejansko ali brez vrednosti ali ima neskončno vrednost, odvisno kako hočeš to razložiti. Ampak v glavnem, če kralja izgubiš, dejansko izgubiš igro, zato je vreden neskončno število točk. In sedaj se verjetno sprašujete, zakaj je sploh vse to pomembno. No, to je pomembno, naprimer, če hočeš ti zamenjati eno tvojo figuro za neko nasprotnikovo figuro. Recimo, da hočeš zamenjati svojo trnjavo za nasprotnikovega skakača, in to bi bilo sedaj slabo zate, ker kot sem že prej omenil, je pač trnjava bolj vredna od skakača, torej si v tem primeru na slabšem ti. Dobro, torej naslednja stvar, o kateri bom govoril, je postavitev figur med igro. Torej, načeloma velja, da je najboljša postavitev figur takrat, kadar nadzirajo čim več pol. Tako da recimo zakonja velja, da če postavljen na tvojo zadnjo linijo oziroma na tvojo prvo linijo, je zelo slaba figura in je dejansko izključno obrambna figura. Na drugi liniji je nekoliko boljši, čeprav še zmeraj je bolj obrambna figura. Potem na tvoji tretji liniji je že bolj agresivna in nadzira tudi nekaj teh centralnih pol. Potem na četrti liniji je že nekoliko napadalna figura, ampak še zmeraj hkrati tudi obrambna, ker še zmeraj ščiti nekaj tvojih kmetov. Potem na 5. liniji je dejansko konj že izključno napadalna figura in je že skoraj zmagovalna prednost, in konj na 6. liniji pa je že zmagovalna prednost, ker je izključno napadalna figura. In dejansko je boljši konj na 6. liniji kot pa konj na 7. ali pa 8. Ker če daš konje na 7. ali pa 8. linijo, dejansko ne nadzira toliko pol in je zato nekoliko slabši. Dobro, potem naslednja figura je lovec. Torej za lovca dejansko velja, da ima najraje dolge odprte diagonale in najbolje je pozicioniran v centru, ker nadzira tukaj največ pol. In isto velja tudi za konja. Nisem omenil, ampak čim bliže je konj centru, dejansko bolj vreden je. Dobro, potem naslednja figura je pač trnjava, ki je najboljša na odprtih linijah. Sedaj, kaj je pač odprta linija? No, odprta linija je tista linija, na kateri ni prav nobenih kmetov. Zaprta linija je pa tista linija, na kateri imaš ti in tvoj nasprotnik kmete gor. Ali pa če imaš ti samo enega kmeta gor, je tudi zaprta linija. Potem polodprta linija pa je tista linija, na kateri ima samo tvoj nasprotnik kmeta, ki ga lahko napadeš in poješ. Kar se pa tiče dame, no, dama je najbolje pozicionirana čim bolj agresivno, da pač groziš kaki mat ali pa da groziš, da boš pojedel kako figuro ali kmeta. In še nazadnje kmetje.
Kmetje pa so najbolje pozicionirani čim bližje nasprotnikovi zadnji liniji. Ker dejansko, če se spomnite od mojega prejšnjega videa, boste vedeli, da ko pride kmet do nasprotnikove zadnje linije, se promovira recimo v damo. In kar se pa tiče še kmetov, če so kmetje tik zraven kralja, pa je bolje, da jih pustiš pri miru, ker čim več, ko jih boš premikal, bolj bo tvoj kralj na odprtem. Kar dejansko pomeni, da bo lahko tvoj nasprotnik imel neke kombinacije potez, s katerimi ti bo lahko dal mat ali pa vzel kako figuro. Sedaj naslednja stvar, o kateri bom govoril, je prostorska prednost. Torej, prostorsko prednost ima tista oseba, ki ima več figur oziroma kmetov na nasprotnikovi strani šahovnice, kot jih ima nasprotnik na njeni. Torej, v tem primeru ima beli enega kmeta na črni strani šahovnice in črni pa nima nobenega, zato ima beli prostorsko prednost. Sedaj, kadar imaš prostorsko prednost, velja pravilo, da je bolje, da ne zamenjaš figur s nasprotnikom. In to pa je zato, ker dejansko oseba, ki ima prostorsko prednost, lažje premakne figure na njihova najboljša mesta zanje. In to je enostavno zato, ker pač nadzira več varnih pol kot nasprotnik. In nasprotnik bo pač hotel narediti ravno nasprotno. On bo hotel zamenjati čim več figur, da bo lahko dal potem svoje figure na tisto peščico varnih pol, ki jih pač ima. Dobro, naslednja stvar, o kateri bom govoril, je razvojna prednost. Sedaj, razvojno prednost dobiš takrat, kadar dejansko si ti premaknil več figur v igri, kot jih je tvoj nasprotnik. Kot vidite sedaj, v tem primeru, je beli premaknil že 3 figure, črni pa samo eno in zato ima beli dokaj veliko razvojno prednost. In kot vidite, se za razvojno prednost ne štejejo kmeti, ampak samo figure. Kmeti so dejansko nepomembni pri razvojni prednosti. Kadar pa enkrat dobiš razvojno prednost, imaš dejansko zelo močen potencial, da izvedeš močen napad. Zato dejansko poskušaš zamenjati čim več kmetov, da odpreš čim več linij, diagonal, tako da boš lahko čim bolj učinkovito napadel nasprotnikovega kralja. Idealno pa boš zamenjal vse tebe 4 centralne kmete, da bo pozicija popolnoma odprta. Če pa si tista stran, ki dejansko ima razvojni zaostanek, boš dejansko poskušal pozicijo itak da zapreti. In kako pozicijo zapreš? Pozicijo recimo zapreš tako. Sedaj se kmetje dejansko ne upajo več premikati naprej ali pa jesti in zato je sedaj pozicija popolnoma zaprta in razvojna prednost ni več toliko pomembna, ker enostavno ni več možnosti za izvesti močen napad. Namesto tega pa lahko tudi zamenjaš dame in to je dejansko zato, ker je dama najbolj močna napadalna figura in če jih zamenjaš, dejansko ostane zelo malo možnosti, da se bi igra zelo hitro končala in agresivno tudi. Pri razvoju pa je še pomembno, da razvijaš figure tako, da nadzirajo tebe 4 centralna polja, ker to so pač najbolj pomembna polja v šahovnici, zato ker dejansko, če jih nadziraš, se tvoje figure lažje premikajo in dejansko je isti učinek, kot če bi imel prostorsko prednost. In vse to, kar sem do sedaj naštel, je tudi pomembno v otvoritvi oziroma v začetku igre. Torej, v otvoritvi je pomembno, da sprva daš tebe kmete čim bliže centra, tako da ga pač nadzirajo in hkrati tudi odprejo pot tvojim lovcem, da dejansko lahko jih ti razviješ. Sicer sprva hočeš ti razviti tvoje konje in šele na to tvoje lovce. Ko si enkrat razvil vse tvoje manjšinske figure, ki so lovci in konji, boš pač poskušal čim prej rokirati. In to je zelo pomembno, da čim prej rokiraš, ker dejansko, če bo tvoj kralj ostal v centru, je zelo velika možnost, da bo tvoj nasprotnik imel kakšno kombinacijo potez, s katero te bo lahko matiral ali pa osvojil kakšno figuro tvojo.
Potem, ko si enkrat rokiral in pač razvil vse tvoje manjšinske figure, razviješ še tvojo damo in nato daš tvoje trdnjave v center ali v katerokoli odprto ali napol odprto linijo. Sedaj ta pozicija, ki jo vidite na šahovnici, je dejansko idealna pozicija za belega, ki jo črni sploh ne bi smel dovoliti, da jo beli dobi, če je dober igralec. Če pa je slab, bo pač ti dovolil in sedaj ima dejansko beli že ogromno prednost. Sicer take pozicije v realni igri ne bi bilo, ker bi se tudi črni premikal, ampak saj razumete. In pa v otvoritvi je tudi pomembno, da dejansko poskušaš premakniti eno figuro samo enkrat, ne pa dvakrat. Razen, če imaš kak dober razlog, da premakneš figuro dvakrat, če ne pa ne. In še zadnje šahovsko pravilo se glasi tako, da kadar enkrat nastopi končnica, in končnica je pač faza šahovske igre, kadar so na šahovnici ostali samo še kmetje, kralja in potencialno tudi kakšna figura ali dve. No, takrat je pametno dejansko dati kralja čim bližje centru oziroma čim bolj globoko na nasprotnikovo polovico, da bo lahko pojedel vse njihove kmete, še preden bo nasprotnikov kralj lahko prišel zraven, da jih bo tam branil. In to se lahko naredi samo, ko ni več dam v igri. Ker če bi bile dame v igri ali en kup figur še, bi bilo dejansko to težko izvesti, ker ima lahko tvoj nasprotnik kakšne kombinacije, s katerimi ti bi lahko dal mat. Dobro, to je vse za danes, upam, da vam je bil video všeč, upam, da ste se kaj naučili in če vam je bil video všeč, dajte ga všečkat in dajte se tudi naročiti nanj. Adijo in se vidimo naslednjič.